Torej, ekvivalenca ali pa ekvivalentnost tokovnega in napetostnega vira. Rekli smo napetost tok, a ne? No, in bi rekli, tole je napetost odprtih sponk, tole je tok kratkega stika, ne? Torej, napetost odprtih sponk in pa, kot smo rekli, tok kratkega stika. No, v nadaljevanju bomo še en številski primer vzeli, zaenkrat ne bo kar takole. To se pravi, imeli smo napetostni vir, ki je bil takle. No, v nadaljevanju smo imeli možnost tudi s tokovnim virom to modelirati. No, in smo ugotovili, da je napetost tega vira enaka tisti napetosti UG, to je tudi napetost odprtih sponk. To se pravi, da je tole napetost odprtih sponk. Tale tokovni vir, jakost tokovnega vira, smo tudi videli, tu je UG z RG, torej to je tok kratkega stika IK. Zdaj pa še tok kratkega stika in napetost odprtih sponk, to se pravi, da je tale notranja upornost, kot jo tudi imenujemo, enaka napetost odprtih sponk deljeno s tokom kratkega stika. Na zdravje. Takole. No in ta upor je bil enak tudi v drugem modelnem vezju. Se pravi, lahko tudi tukaj pišemo R notranji ali pa G notranji, se je vseeno. R notranji je v odprtih sponk s tokom kratkega stika. Tako. Torej, to je ta ekvivalenca virov. Zdaj, katero inačico uporabljamo, je pravzaprav naša izbira, naša volja. Včasih nam bolj ustreza vzporedna varianta, glede na vse ostale zadeve, ki se pojavljajo desno od sponk. Včasih nam pa ustreza bolj ta varianta. Tako da se ne bi zdaj kaj preveč, bi rekel, cementirali. Torej, kratko malo uporabljamo tisto, kar nam je v dani situaciji najbolj prikladno. Tako in morda bi kar vzeli kot primer, ali je zgled. No, baterija, Leclanchejev člen, lahko rečemo, kaj pa vem, 1,5 volta, notranja upornost tega, rečemo kot podatek, tega člena, naj bo pa rečemo 0,1 ohm oziroma G notranji bi bil potem 10 Siemensov. No, in naša naloga je zdaj temu elementu prirediti modelno vezje. To se pravi, ena inačica bo tole. To se pravi 0,1 ohm, 1,5 volta. Druga pa sledeča. Torej, upornost enaka, lahko pišemo tudi 10 Siemensov. Tok je pa napetost z notranjo upornostjo, to je pa 15 amperov. No, lahko bi k temu dodali še karakteristiko. Takrat bi pisali UI, tule bi na skali bilo 15 amperov, tule bi bilo 1,5 volta.
No, mogoče tudi na tele sliki še eno težavo, ki jo imajo včasih študentje, ne, poskušajmo odpraviti. Ko mu rečem, naj nariše karakteristiko, pa jo riše od te točke do te točke. Pa ga poprašam, kaj pa ta črta naprej, oziroma premica gor, pa premica dol, pa ne paše k temu. Ne? Torej, karakteristika je celotna premica. Zdaj, v kateri točki je režim tega vezja v nadaljevanju z desnim delom, je pa odvisno seveda od tega desnega dela tudi in je odvisno, kje smo. Torej, tista delovna točka, kot ji tudi rečemo, je zdaj odvisna od priključenega dela. Priključeni del je pa lahko pasivno ali aktivno vezje. Videli bomo, če bo ta desni del, priključni del, pasivni, potem bo delovna točka tule nekje. Če bo pa tule priključen neko aktivno vezje, rečemo, da je tole akumulator in tule priključujemo polnilec, bomo pa videli, da je delovna točka tukaj spodaj nekje. Lahko. Lahko je tudi tule, če imamo neko drugo zadevo priključeno. Torej, karakteristika je vse skupaj. Ne samo v tem prvem kvadrantu. No, kot rečeno, nagib je pa notranja upornost ali prevodnost. To se pravi 15 proti 1,5, nagib to je 10 Siemensov. Delta I, delta U. Tako, no, če smo že govorili tudi o enačbi, lahko, če je to nekam potem naprej priključeno, kamorkoli, potem lahko govorimo tudi o toku, govorimo lahko tudi o napetosti in tule tudi o napetosti in toku. To se pravi, če je to pač karkoli. No, takrat bomo pač zapisali, kaj pa vem, v telem primeru, minus 1,5 volta plus 0,1 ohm krat tok plus U je enako nič. Torej, zapisali bomo tole Kirchhoffovo enačbo. To se pravi, vezje, UI diagram, enačba. Ali če gledamo to desno stran, bomo pa pač zapisali pravzaprav spoično enačbo te točke in bomo rekli, če je prihajajoči tok mišljen kot negativen, odhajajoči kot pozitiven, bomo pisali minus 15 amperov plus tale tok. Ta tok je U krat 10 Siemensov, 10 Siemensov krat napetost, plus tok, ki izhaja, je enako nič. Torej, dajmo se s tem čim hitreje udomačiti. Ne, da bo to za nas nek problem, ampak nekaj, kar prekladamo iz leve v desno roko. Smo dogovorjeni?